Lep pozdrav. Kot veste, smo pred mesecem dni vložili interpelacijo proti ministrici za zdravstvo Milojki Kolar Celarc in pred tednom dni oziroma v začetku meseca smo tudi dobili njen odgovor na našo interpelacijo, na teh 8 točk, v katerih ji očitamo določeno odgovornost oziroma predvsem nedelo na področju zdravstva. Zdaj, ministrica je v začetku svojega mandata oziroma na zaslišanju dejala, da bo delala timsko, da bo poskušala doseči konsenz z vsemi argumenti, torej da pride do konstruktivnih rešitev na različnih področjih v zdravstvu, seveda za dobrobit pacientov in pa zaposlenih v zdravstvu. Njeno dosedanje delo pa sproža v bistvu ravno nasprotno. Njeno delo ne vključuje timskega dela, ne vključuje tega konsenza, da bi prišlo do konstruktivnih rešitev. To se kaže tudi v tem, da se pri vlaganju zakonov in pa pri predlogih zakonov prihaja tudi do tega, da niti koalicija ni usklajena, da njene predloge zavrača tako koalicijske partnerice kot tudi strokovna javnost. Če se osredotočim samo na odgovor ministrice na interpelacijo, lahko rečem, da to v bistvu sploh ni odgovor na interpelacijo, ampak razlaga ministrice, kaj bo v prihodnje naredila oziroma kako bo udejanjila tisto, kar je zapisano v koalicijski pogodbi. Ministrica na več mestih poudarja, da popravlja napake bivših ministrov, torej nekako obtižuje bivše zdravstvene ministre in pa bivše vlade za stanje v zdravstvenem sistemu, ne odgovarja pa na naših 8 točk, zakaj in kateri so tisti vzroki, da do danes te stvari, ki bi morale biti v zdravstvu narejene, niso bile narejene. Predvsem govorim tukaj tudi o seveda sprejetju 3 krovnih zakonov, ki jih je ministrica in pa vlada, sedanja vlada postavila kot prioriteto v svoji koalicijski pogodbi. Ministrica v odgovoru tudi navaja, da se sklicujemo večinoma na medijske objave in pa na objave zdravniških organizacij, ki so bile že javno znane. Na tem mestu je treba povedati, da v določenih trenutkih so nekateri mediji bili tisti, ki so sprožili v bistvu oziroma podali pogled na nepravilnosti v zdravstvu, medtem ko drugi, ki so bili za to pristojni, tega niso naredili. Zato tudi dostikrat le tiste medijske objave so sprožale tudi različna vprašanja v zdravstvu. Hkrati je v bistvu neprimerno, da se ministrica zgovarja, češ da zdravniške organizacije nasprotujejo koalicijski zavezi, tako namreč piše v odgovoru. Ministrica bi se morala raje vprašati, zakaj njenim predlogom zakonov nasprotuje koalicijske stranke in pa ne, tudi to. Hkrati pa seveda je veliko vprašanje, zakaj zdravniške organizacije nasprotujejo njenim predlogom zakonov. Zadnji takšen nasprotovanje je bilo vsekakor nasprotovanje zakona o lekarniški dejavnosti, kjer se je pokazalo, da je ministrica šla preko, bom rekla, vsega tega, kar je govorila, da bi rada delala timsko z močjo argumentov in z doseganjem dogovorov. Namreč ta zakon, ki je prišel v proceduro v Državni zbor, ni bil usklajen ne z strokovno javnostjo, hkrati pa niti ne v sami vladi oziroma koaliciji. Če ste spremljali zadeve, je pri zakonu o lekarniški dejavnosti bilo jasno vidno, da je ministrica v proceduro poslala zakon, ki je na več mestih spoznan strani Zakonodajno-pravne službe, da je protiustaven in proti vsem nekaterim zakonom v zdravstvu, kljub temu je ministrica vztrajala. To, kar se je očita v interpelaciji, da na vsak način poskuša spraviti v zakonodajo oziroma delovati na področju zdravstva v nasprotju s tem, kar je dejala, nasprotju s koalicijsko pogodbo, se tudi dokazuje v resnici.
Ministrica navaja torej tudi v odgovoru, kaj vse bo storila do konca mandata, nekaterih področjih tudi do konca leta, vendar to ni vprašanje interpelacije. Vprašanje interpelacije je bilo, zakaj ministrica do danes ni naredila tistega, kar je bilo torej tudi z njene strani rečeno, da bo. Torej prioriteta 3 krovni zakoni, ki do danes niso sprejeti, tisti pa, ki so v proceduri oziroma v javni razpravi, pa so zavrnjeni tako strani strokovne javnosti, pa tudi strani koalicijskih partneric. Kar se tiče čakalnih dob, ministrica odgovarja, da v času njenega mandata so se v bistvu začele zbirati pravi podatki, popolni podatki o čakalnih dobah, kar seveda ne drži. Namreč navaja leto 2015, naj bi se to zgodilo. Podatki o čakalnih dobah se zbirajo že dalj časa, to lahko vsak preveri na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Hkrati pa seveda tudi to oporekamo, da to niso vsi podatki, kot ministrica navaja, namreč v čakalne dobe se ne vštevajo pa recimo čakalne dobe na področju zobozdravstva. Ministrica tudi navaja seveda ta projekt o skrajševanju čakalnih dob, ki mu tudi oporekamo nekako v interpelaciji, namreč gre za projekt, ki je diskriminatoren do bolnikov in v projekt je zajeto premajhno število pacientov, namreč v ta projekt so zajete 2 bolnišnice, 4 zdravstveni domovi in 1 specializirana bolnišnica, recimo ni pa zajet niti eden UKC, ne ljubljanski, ne mariborski, torej ta nabor pregleda je premajhen, da bi lahko, torej premajhen vzorec, da bi lahko na tem vzorcu določali, kaj je problem čakalnih dob, kot pač govori ministrica. Hkrati zavrača ministrica tudi vse naše odgovornost na področju korupcije in pa slabega finančnega stanja bolnišnic. Pravi namreč, da je z njenim mandatom najprej, kar se je začela sanacija na prihodkovni strani bolnišnic. Tem delu je v bistvu seveda ministrico za vprašati, kako in na kakšen način so to izpeljali, glede na to, da je UKC Ljubljana v lanskem letu, konec lanskega leta bil zadolžen za 6 milijonov, v polletju za 12 milijonov in zadnjič je bilo na Komisiji za nadzor javnih financ jasno in glasno povedano, da pričakuje, da bo UKC Ljubljana do konca leta zadolžen za 19 milijonov. Hkrati torej ministrica govori nekaj, torej da gre za racionalizacijo na prihodkovni strani, odhodkovne strani pa očitno niso niti pogledali. Ministrica tudi zavrača torej, da navedbe, da ni popolnoma nič naredila na področju zajezitve korupcije v slovenskem zdravstvu, očita nam tudi celo, da pač določenih stvari, da bi lahko naredila tudi opozicija. Na tem mestu moram opozoriti na to, da je ravno opozicija bila tista, ki je predlagala preiskovalno komisijo na področju nabave in pa prodaje žilnih opornic, da je vlada takrat tista priporočila tudi na seji o preprečevanju korupcije zavrnila, da je bilo tudi v bistvu negativno mnenje pri ustanovitvi preiskovalne komisije. Torej, opozicija je uporabila tiste vzvode, ki so ji v Državnem zboru dani. Ministrica navaja, da spoštuje ustavni red, da spoštuje ustavo, kar še enkrat poudarjam pri zadnjem zakonu o lekarniški dejavnosti, to vsekakor ni bilo zaznati, glede na to, da je bil zakon torej kar v nekaj členih protiustaven. Njen odgovor ministrice nakazuje, da bo še naprej sledila temu, kar je bila njena pot tudi do sedaj, da se povečuje diskriminacija med pacienti pri obravnavi pacientov, da si bo pred razbohoteno korupcijo v zdravstvu zatiskala oči, nadaljevala s popolno ignoranco zdravniških organizacij, strokovne javnosti, civilne družbe. In največji dosežek njenega mandata, torej po polovici mandata, je v bistvu nekako razdor v koaliciji na področju zdravstva pri sprejemanju ključne zakonodaje, podpiranje diskriminatorne obravnave pacientov, razraščanje korupcije s političnim kadrovanjem in pa nenazadnje tudi konec koncev stavka zdravnikov 8. novembra. Hvala. Mogoče kako komentirate dejstvo, da ste vsebinsko na
nek način na isti strani kot SD in Desus, ne v teh kritikah do ministrice, ampak seveda pa pri interpelaciji pa pravijo, da ni variante, še vedno je bojo podpirali. Glejte, vsebinsko, če govorite zakon o lekarniške dejavnosti, ne, ki je bilo pač glede pri nas, smo pri tem zakonu gledali tudi zakonodajno-pravno službo, ki je pač dala toliko pripomb in v bistvu smo skozi to tudi vsebinsko razpravljali, torej če so v SD-ju in Desusu to tudi spoznali toliko boljše, ne, ker na tisto, kar je bilo torej podano z EPS-a, vsekakor takšen zakon ni bil za nadaljnjo obravnavo oziroma se zadeva ustavlja. Kar se pa tiče podpiranja ministrice, pa se mi zdi, da je to samo podaljševanje agonije, namreč Desus je rekel mislim, da do decembra, ne, če ne bodo sprejeti ključna zakonodaja, potem bojo pač zahtevali njen odstop. To je podaljševanje agonije, podaljševanje stanja, kaotičnega stanja v javnem zdravstvu in za mene je to v bistvu, pravim, decembra bo verjetno zadeva na istem, kot smo danes, torej bomo pred dejstvom, da ministrica mora oditi. Hvala.